z nami je naš obalni korespondent Marko Žerjal. Gospod Žerjal, en lep aplavz za gospoda Žerjala. Gospod Žerjal, zdaj smo že dvakrat v kratkem času gostili vašega dvojčka Žarka Merjala. In kaj ne rečem, pogrešali smo vas. A smo ga pogrešali? Hvala, gospod Godler, in se opravičujem za ta intermezzo. Veste, kako je, malo mu skušamo pomagati, da bi delal še kje drugje kot v teh NVO-jih in podobnih tovarnah megle. Tega tudi jaz ne razumem. Vsej te megli, ki imamo po teh kotlinah, pa ne vem, kje še vse v tem času. Odkje ljudem potreba kupovati njihov? Gospod Godler, morate razumeti, to je premium megla. Taka 100-oktanska, ker pri navadni megli niste sigurni, če je pred vami vozilo, avto ali kamion, pri NVO megli niste več sigurni zase, če ste moški ali ženska. To je kar res. NVO megla vseka drugače. Dajva vedeti, gospod Žerjal, o čem ste nam prišli danes poročati? Gospod Godler, danes bi rad govoril o plačah. Dobro, jaz sem bil pri direktorju, sem ga vprašal, denarja ni. Jaz bi vam dal z veseljem povišico, ampak enostavno... Ne, gospod Godler, ne o moji plači, o plačah v javnem sektorju. Nadaljujte. Ja, te so namreč za razliko od moje plače, hvala, da ste me spomnili, če dalje višje in višje. Ker ne vem, če ste vedeli, ampak že pred jesenjo so namreč plače v javnem sektorju bile za 25% višje kot v zasebnem sektorju. 25% višje? To je pa veliko. No. Čeprav v resnici situacija je malo bolj zapletena, kot zveni, ker v javnem sektorju je denimo tudi več višje izobraženega kadra kot v zasebnem, tako da je direktna primerjava malo nefair. Bi bilo pa zanimivo videti to delitev tudi po smeri študija, ker ne vem, če je res enak doprinos doktorja farmacije in pa denimo antropologije. Čeprav zakaj pa ne? Ja, ne vem, ker še čakam, da bo kakšen doktor antropologije kaj dejansko doprinesel. Gospod Žerjal, to vsi čakamo. Ne, ampak čeprav ne moremo primerjati plač med sabo neposredno, lahko pa primerjamo rast plač. In ta je bila, ne boste verjeli, tudi višja v javnem sektorju. V prvi polovici leta so se plače v zasebnem povečale za 47 evrov. V javnem sektorju 265 evrov. Ne grem slabo. Ne, res ne. In to je bilo v prvi polovici leta. Poleg tega so plače v javnem sektorju skočile gor še oktobra in zdaj novembra. Tako da poteka rekordna rast plač javnega sektorja in to med tem, ko v zasebnem pričakujemo recesijo. In to še ni vse. Ne. Kot da ne razprodajo na televiziji. To še ni vse. Kajti, gospod Godler, ne rastejo samo plače v javnem sektorju, ampak tudi število zaposlenih. Od julija 2018 do julija letos se je število zaposlenih javnega sektorja povečalo za skoraj 16 tisoč. Tako da ne samo, da bomo zasebniki morali pokriti višje plače javnega sektorja, ampak tudi plače prejema čedalje večje število ljudi. Kar je približno tako, kot če bi, ne vem, v 6-članski družini starša ugotovila, da stroški prehrane in oblek za njihove otroke naraščajo bistveno hitreje od njihovih plač in za rešitev problema bi se odločila narediti še enega otroka. Slika, ki jo prikazujete, gospod Žerjal, vsekakor ne deluje najbolj vzdržna. Ampak, ker je za zasebni sektor ne vidite nobenega žarka upanja? O ne, gospod Godler, tako črnogled pa vseeno nisem. Zagotovo bodo tudi pri nas kaj povišali. Super, kaj pa? Verjetno DDV. Ali pa prispevke, dohodnino, trošarine, brez skrbi, zasebni sektor ste v dobrih rokah. Najlepša hvala, gospod Žerjal, ponovno ste šli prekosili ste se, bom rekel. Najlepša hvala. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.